veliko jih že imaš? Ko rešim primer, si kupim novo značko. Veš? Lepo, ne? Kaj pa čepice? Čepice mi pomaga izbrati Miha. Zakaj jih sploh nosiš? No, čudno. Res ne veš? Ne poznaš ljubezenske zgodbe z naslovom Simona in Miha? Kar pusti. Ti jo povem. Ne, ni treba. Začelo se je, ko sem šla v šolo. Postrigla sem se, pa mi je bilo nerodno. Zato sem se odločila, da bom imela čepico. In potem mi je nekdo začel govoriti, kako sem srčkana. Kar naenkrat. In ni nehal. In potem je hotel z mano na zmenek. Pa sem rekla ja, ker je tako tečnaril. In sva se zaljubila. Joj, no, to je vsa zgodba. To je vsa zgodba. In od takrat nosiš čepico? Si pa res buča. Kmalu bova imela prvo obletnico. Juhu, moj Miha, tvoj Miha. Tiho, ušesa me bolijo. Danes se bova skupaj učila. Joj, no, to je vsa zgodba. Mali in še manjši mali detektivi. Najlepša hvala! Kako? Rada bi si ogledala policijsko postajo. Za šolsko nalogo. Prosim, vsaj dovoliš, očka. Prosim. Zelo težko nalogo si izbrala. Res. Potem ne smem. In danes končno nimam nočne po celem tednu, zato sem se hotel naspati. Joj. Lahko spremenim naslov naloge. Dan v življenju nekega policista. Kaj? Saj ne misliš resno? Zamisel ni slaba. Saj gre lahko na postajo, Juri bo tam. Jupi, povedala bom Mihcu. Glej, da boš pazil na nju. Menda ne. Dobro me poslušajte. Policisti ne skrbimo samo, da ni prometne zmede. Pustita! Ne dotikajta se, zelo je dragocena. Policisti skrbimo, da so hudobci za zapahi in da v mestu vladata red in mir. Pomagamo, če se kdo obrne na nas in tako naprej. Naporno delo. Dolgo se nisva videla, policist Kolenc. Dober dan, gospod Jemec. Me veseli, da se zopet vidiva. Lepo, da ste me naučili tistega prometnega predpisa. No, to je moje delo. In kako kaj gre? Ja, kar v redu. Ne! Nič ni v redu! Joj! Odložite orožje. Tišina! Kaznovali ste me, ker sem narobe parkiral! Ker sem dal denar za kazen, nisem mogel vrniti dolga! Domov je prišel izterjevalec! Žena in otroci so se tako prestrašili, da so se kar odselili! Ker nisem mogel plačati dobaviteljem, je posel začel upadati in moral sem odpustiti več ljudi. Ne govorite neumnosti. Kaj je pa sploh povedal? Moj brat ga je že razumel, saj je policist. Lepo se v miru pogovoriva. Odložite pištolo. No. Ne! Ne hodite blizu! Ne, saj ne bom. Niti koraka več! Na tole! Wow, od sile je. Opravičite se, pa bom mirno odšel. Mirno. Tudi če bi se imel, zakaj se ne bi mogel? Kaj? Vem, da vaša pištola ni prava. Presneto. Počakajte. Ni prava pištola. Inšpektor Mihaj, takoj za osumljencem. Razumem, inšpektor Kolenčeva. Ej, počakajte. Takoj nazaj. Kaj sem pa naredil? Osumljenec premišljuje, inšpektor Kolenčeva. Če bo pameten, bo šel nazaj in se opravičil. Ne.
Tega ne morem. Tega ne morem. A? Odkot sta se pa vidva vzela? Dobce in zlikovce iščeva za tatiči krviva. Hitro za njimi. Stojte, roke v tišku. Pazite se naju! Inšpektor Kolenčeva, Inšpektor Miha. lepo mirno se pogovorimo. Kaj za vraga vas je pičilo? Imel sem majhno podjetje. Joj, Čisto pravo podjetje. tistega dne, ko sem plačal kazen, bi moral plačati tudi obrok posojila, pa nisem imel dovolj. Na dom je prišel izterjevalec. Ženi je prikipelo, vzela je otroke in odšla. Potem nisem mogel plačevati dobaviteljem in moje podjetje je počasi propadlo. Od takrat gre vse narobe. Pa samo narobe sem parkiral. Če me policist ne bi opazil, bi še naprej živel mirno in brez skrbi. Brez skrbi! Na postaji vseeno ne bi smeli zganjati cirkusa. Saj vem, zaneslo me je. Kaj neki bo zdaj z mano? Groza! Groza! Veste kaj, pojdimo skupaj nazaj, pa se boste lahko opravičili. Z vami greva, prav? Gremo? Ne morem. Danes ima moja hčerka rojstni dan. Prosim, izpustite me! Gospod Jemec! Bratec, od kdaj pa vadiš jogo? Zelo dragocena vaza je. Kdo ve, iz katere dinastije je. Ej, pomagajte mi! Poglej ptička, Juri, nasmej se. Kaj? Simono so ugrabili? No, ne ravno ugrabili. Igra se policiste in... A? Rebeka, počakaj! Kako je lahko dovolil, da so jo ugrabili? Zavore so še vedno pokvarjene! Že spet, pa zakaj jih ne popraviš? Spet sem jo razočaral. Vaša hčerka, kaj ne? Ja, moja zlata deklica. Mojih let je, kaj ne? Ne, slika je že stara. Danes bo dopolnila 20. Bosta skupaj praznovala? Ha? Ja, povabil sem jo. Dobiva se v parku. Zdaj živi z mojo ženo. Pa sem jo včeraj kar poklical. Kaj pa hočem? Joj. Ste že dolgo tukaj? Vse mi je jasno. Z vami greva. Kdo pa sploh sta za vraga? Bah! Ker bratec ni popravil kolesa, nisem mogla ujeti ugrabitelja. Saj ni ugrabitelj. Poglej, tisti avto je. Simona! Nisi videl znaka? To ni noben izgovor. Simona? Simona? Mami! Rebeka, Simono so ugrabili. kaj? Ugrabili? Potem je bilo res? Saj je niso ugrabili! Mama, hitro za ugrabiteljem! Razumem. Pravim, da ne gre za ugrabitev! Hitro, mama! Hitro.
Zakaj ne lovita mama in sestra? To pa ni dobro. Vse boste pokvarili. Ne, so pa vztrajni. Osumljenec beži po Majski cesti. Prosim za okrepitev. Ja, tale detektiv je pa že iz mode. Takih sončnih očal že dolgo ne nosijo več. Simona ne bi bila preveč navdušena. Mama, na te računam. Simona, mamica prihaja na pomoč. Pomiri se, mama, počakaj, da ustavi. Kako naj se pomirim? Skrbi me, da se otrokoma kaj ne zgodi. Pa saj ti pravim, da nista ugrabljena. Ne trapaj, zapelji naprej in ga ustavi mami. Potem ga bom prebutala. Ne, ker si boš spet nakopala težave. Kaj? Ti pa res nisi za nobeno rabo. Reva! Reva! Daj no, pomiri se. Kako naj se pomirim? Simona in Miha sta ugrabljena. Tiho! Oba! Ne morem voziti, če me motita! Ugrabiteljev avto. Mama, povrni avto. Mene nihče ne ujame. Kaj? Meni pravijo tudi soko. Če koga lovim, ga tudi ujamem. Presneto! Kakšna traparija. Zakaj ste obrnili, gospod? Kaj pa je? Saj bi se radi sestali s hčerko, kaj ne? Prepozno je. Sem že zamudil. Gospod. Ti strela. Kje je zdaj ugrabitelj? Pa saj ni ugrabitelj. Slepa ulica je. Ha? Kaj pa je? Poglej na tisti avto. Motor je še vroč. Niso daleč. Mogoče jih še dobimo. Smola! Kaj takega, ostali smo brez goriva. Niste dobro pripravili načrta, kaj? Žal mi je. Mi boste še kar sledila? In zakaj za vraga te moram nositi? Ker me bolijo noge. Že vem. Odločil sem se. Na policijo grem. Ampak hčerka pa še vedno čaka, kaj ne? Ja, čaka. Nič hudega. Očka! Ko je bila Simona še majhna, je bila zelo srčkana. Zadnje čase pa je prijazna samo, ko kaj potrebuje. Upam, da Juriju ne bo nakopala težav. Že 15 let igra isto melodijo. Dobro se spomnim. Sem sta s hčerko hodila na sladoled, kaj? Ja, tu blizu je bil njen vrtec. Jaz sem hodil po njo, ker je žena delala do večera. Vsak dan sem jo nosil štup po ramu, tako kot zdaj tebe. Ravno tako. Kdaj sta dogovorjena? Kdaj se dobite? Ob 5. Ampak sem se že odločil. Ja, ob 5, ampak... Zakaj? Šel bom nazaj na policijo. Moram. Saj greste lahko. Ampak... Še prej pa morate k hčerki. Policija bo že počakala. Ampak... Boste hčerko pustili čakati? Ne vem, kaj naj rečem, no. Ne vem. Neumnost. Rekli ste, da bi jo radi videli, zato bo prišla. Če boste prelomili obljubo, bo zelo razočarana. Veste, kakšni ste? Tja moramo. Rebeka! Obljuba. Kaj pa tvoj oče? Krasen oče je. Rad ima svojo službo, doma pa je včasih zelo strog. Vedno kaj nerga.
Samo zato, ker ga skrbi zate. Res? Mislite? Obljuba. Ja, moram držati obljubo. kaj ne? Res je! Ja, tako je. Pojdimo. Prav! Kaj neki se dogaja z mojima hčerkama? Ne vidite, kako je mama zaposlena, dela v službi pa še doma. Rebeka, nisi rekla, da veš, kje sta Simona in Miha? Preveč sem bila lačna, da bi šla lahko naprej. A veš? Jaz pa vem, kje sta. Pogovarjali so se, da bodo šli z avtobusom. Ja, slišala sem jih. Simona! Simona! Simona. Mislim, da je sploh ne bo. Nikoli se ne ve. Res je! Nikdar ne zamuja. To je ni v navadi. Ko je hodila v šolo, me je vedno čakala na tej klopci. Tudi če sem zamudil, se ni nikamor ganila, dokler nisem prišel. Ko je začela hoditi na gimnazijo, sem ustanovil svoje podjetje. Potem nisva več hodila skupaj, ker sem bil redko doma, zato ni bilo časa. Danes, ko sem hotel kupiti darilo zanjo, sem zagledal to prekleto vodno pištolo. Saj vem, da igračke niso za odrasle. Ta pištola. Kar zagledal sem jo v trgovini. Saj vem, da ni za odrasle, ampak... Oh, Simona! Gospod! Hej, kaj vam pade na pamet, da ugrabite hčerko policistov? Si pa veliko upate? Ugrabil! Pripravljeni ugrabitelj! Ne! Nič takega ni naredil! Pusti ga, Rebeka! Dober človek je! Ugrabil te je! Saj sem rekel, da jo ni ugrabil, sama sta šla za njim. Zakaj pa me ne poslušata? Jurij, Bratec, Zakaj me ne poslušata? zakaj mi nisi povedal? lahko bi že prej kaj rekel. Ker sta sami odločili, da je ugrabitelj. Jaz sem kriv. Policist Kolenc, oprostite, ker sem vas tako nadlegoval. Oprostite, prosim, prosim. Gospod, kaj pa vaša hčerka? Je že dobro. Saj sem vedel, da ne bo prišla. Ne! Obupati pa ne smete! Če ni prišla, pojdite vi k njej. Opravičite se, pa bo vse v redu. Vem, da vas čaka. Rada vas ima, gospod. Da me čaka? Ja, kar verjemite. In želi si, da bi bilo vse tako, kot je bilo nekoč. Poskusite še enkrat, prosim. Pobotete se z ženo. Saj ste sami rekli, da boste držali obljubo. Ne obupajte, ne smete. Ne obupajte, gospod. Simona, prav imaš. Ja, prav imaš. Ja, motil sem se. Gospod! Kakšen oče pa sem, da nisem verjel hčerki. K ženi domov grem. Takoj. Lepo. Je še kakšen razlog, da ne more priti? Aha. Že vem, tole ji dajte. A? Moje darilo zanjo. Vem, da ji bo prav. Hvala, Simona. Hvala. Policist Kolenc. Ja, gospod, kaj naj zdaj naredimo z vami? Gospod Jemec, ne počnite več takih neumnosti, pa sva dogovorjena. Ja, ne bom, hvala. Pešuka, nikomur ne morem pomagati. Hčerka moja!
Kako sem vesela. Inšpektor Kolinčeva primer je zaključen. Ja, inšpektor Miha, naloga opravljena. Sprejeto! O, pozabil sem. Kaj pa je to? Saj vem, da je še prezgodaj. Nekaj za obletnico, ti je všeč? Ja, Miha, rada te imam, rada. Joj, Miha moj. Jaz tudi tebe! Ja. Sta pa posrečena, kaj? To kakšna važiča. Ja, vsi zamujajo, ja. Ja, kaj se pa gredo? Ja, kaj se pravi, da ne pridejo, ko je čas za večerjo? Ja. Povej, zakaj nasmeh tvoj nikdar ne zamre, na meni solze še bolj grenke zdijo se. Povej, zakaj se ti gre tako lahko otrok, da še bolj sram